O zmagovalcih na evropskih volitvah komentar dneva Matej Makarovič. Prijetna lastnost evropskih volitev je, da se lahko za nekaj domiselnosti za zmagovalce razglasijo kar vsi, ki so osvojili vsaj eno poslansko mesto. SDS je tako zmagovalka, ker je s prepričljivo prednostjo pred SD osvojila relativno večino. SD je po drugi strani za uspeh razglasila že dejstvo, da bo imela v Evropskem parlamentu poslanca več kot v prejšnjem mandatu. Za Novo Slovenijo in LDS je zmaga že dejstvo, da sta prišli vsaka do svojega poslanca. Tako sta se obe ponovno potrdili kot še vedno pomembna politična dejavnika. Še posebno pa bo lahko svoj vstop v Evropski parlament kot zmago videla zares, saj se je tja povzpela kljub težkemu bremenu, ki ga je naložil njen predsednik. Vladajoča koalicija bo lahko kot zmago razglašala dejstvo, da bo imela v novem Evropskem parlamentu poslanca več kot opozicija. Opozicija pa lahko seveda izpostavlja, da je dobila več glasov kot koalicijske stranke. Zmaga opozicije nad koalicijo v odstotkih nesporno velja, ne glede na to, ali seštevamo odstotke vseh sodelujočih strank ali pa samo tistih, ki so se uspele uvrstiti v parlament. Na nek način je lahko zadovoljna celo stranka Desus, ki sicer ostaja zunaj parlamenta, ohranila pa je visoko raven volilne podpore z lanskih državnozborskih volitev. Kljub formalnemu zadovoljstvu pa bodo ti rezultati povzročili kar precej skrbi Pahorjevim socialnim demokratom. Deloma zato, ker so v primerjavi z ostalimi koalicijskimi strankami dosegli bistveno manj kot na lanskih državnozborskih volitvah. Verjetno pri tem ne gre samo za razočaranje dela njihovih volivcev nad vodenjem vlade, temveč tudi za nič kaj posrečeno izbranega nosilca liste. Toda ne glede na to bodo imeli koalicijski partnerji po teh rezultatih še večje apetite, opozicija pa bo agresivnejša. A še več skrbi bo imela SD zaradi dejstva, da afera Golobič ni bistveno vplivala na rezultat zares. Golobič bo imel za to razlog več, da vztraja na svojem položaju, s tem pa bo težko breme lovljenja ravnotežja med vzdrževanjem koalicijske stabilnosti na eni strani in etičnih standardov na drugi strani v celoti padlo na premierja Pahorja. V naslednjih mesecih bo vodenje vlade tako postalo še precej neprijetna naloga.